Prehajamo na 7. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik, SD OPN 4, kratek postopek, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 5 izredna, predlagatelj župan, poročevalci pa dr. Mitja Pavliha, Peter Lovšin in pa magister Janez Tekavc. Besedo ima dr. Mitja Pavliha, izvolite. Hvala lepa, župan. Skratka, ta skrajšanje oziroma kratek postopek nam nalaga Zakon o urejanju prostora, in sicer v 3 točkah, in sicer prvič odprava očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v besedilnem ali grafičnem delu občinskega prostorskega načrta, ki so nastale med postopkom in so razvidne z pisne dokumentacije. Drugič, uskladitvi z izdanimi sklepi o lokacijski preveritvi. In tretjič, zaradi vzpostavitve zakonitosti občinskega prostorskega načrta na podlagi opozoril pristojnih organov v postopku nadzora nad zakonitosti občinskih splošnih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo državno upravo in lokalno samoupravo. Predajam besedo gospodu Lovšinu za podrobnejšo obrazložitev, prosim. Hvala. Besedo ima gospod Peter Lovšin. Še enkrat hvala za besedo. Zdaj, mogoče bom kar nekako povzel pri pripravi gradiva sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Kamnik številka 2 je prišlo do tehnične napake pri določitvi enote urejanja prostora Kamnik 998, in sicer se za omenjeno območje popravi šifra namenske rabe prostora iz 1042 v 1032. To pomeni, da se je samo v atributnih tabelih zadeva zapisala. Prav tako je bila napaka v naselju Podgorja, oziroma se je pač ustrezno zapisalo v prilogo 1. Zdaj zakon določa v bistvu, da vse te sprejete lokacijske preveritve, tako kot je bila v prejšnji točki sprejeta, se z kratkim postopkom vpeljajo v sam občinski prostorski načrt in tako postanejo ta območja po domače povedano zazidljiva. Zdaj, lokacijska preveritev omogoča samo gradnjo, ampak da se potem pa vključi v namensko rabo prostora, se pa s kratkim postopkom povzamejo te lokacijske preveritve in te lokacijske preveritve potem pravno ugasnejo, ampak se potem pa prikažejo z namensko rabo v občinskem prostorskem načrtu. Se pravi, to so lokacijske preveritve, ki ste jih sprejeli že v letu 2021, 2022, 2023 in zadnja je bila za katastarsko občino Znojile v letu 2024. Zadnja zadeva pa je, da se zaradi vzpostavitve zakonitosti se pa na zemljišču parcelne številke 93 in 94/1 katastarske občine Znojile oznaka pobude iz postopka OPN številka 2 SS 085 namensko rabo spremeni v stanje pred sprejetjem občinskega prostorskega načrta številka 2, in sicer, da se namesto območja stavbnih površin opredeli v območja drugih kmetijskih površin. Gradivo je bilo tehnično pregledano strani Ministrstva za naravne vire in prostor. Gradivo je na podlagi tega bilo objavljeno na spletnem strežniku Ministrstva za naravne vire in prostor. Bilo je tudi javno razgrnjeno in sedaj je pred vami v prvem branju. Hvala za besedo. Hvala. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Alenka Jušnik. Hvala za besedo. Jaz bom ta predlog odloka potrdila, in to predvsem in zgolj zato, ker se predlog odloka o SD OPN 4 v 6. členu, ki vključuje popravek nezakonitosti v naseljih pri Kamniku, kjer je Ministrstvo za naravne vire in prostor izrecno zahtevalo razveljavitev nezakonite spremembe v namenske rabe v SD OPN 2 in povrnitev zemljišča v kmetijsko rabo. In zgolj in na podlagi zaradi tega, ker za ostale nepravilnosti verjetno so, ampak se bojo razčiščevali naprej, bom potrdila pač ta predlog. Hvala. Hvala. Beseda ima Jože Korošec.
Ja, hvala še enkrat za besedo. Zdaj, če prav razumem, zdaj samo potrjujemo zadevo, ki smo že sprejeli na občinskih svetih s te preveritvijo na teh 4-5 parcelah. To smo pač enkrat že požegnali, če prav razumem. Druga zadeva je pa se pravi tale parcela gor na Oznojilih, ki jo pač umikamo iz statusa zazidljivosti spet v prvotno stanje kmetijskih zemljišč, če je to tako. Mislim, da je prav razumeno. Hvala, besedo da še enkrat dajem gospodu Petru Lovšinu. Pravilno ugotavljate, ampak bi samo še to poudaril s soglasjem lastnika predmetne nepremičnine. Hvala, še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik SDO pa na 4 kratek postopek v prvi obravnavi in predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala vsem, ki ste vztrajali do konca. Se vam zahvaljujem za konstruktivne razprave. Je pa dejstvo, da pač morate tudi zaupati občinski upravi in povsem strokovnjakom, ki se na vseh objektih trudijo in matrajo dneve in tudi noči marsikateri za to, da sestavimo to, kar smo sestavili, od šole do zunanjih površin, do prenove knjižnice, glasbene šole, vrtca Tinkara in tako naprej. In tega ni malo in jaz sem iskren hvaležen vsem, ki dejansko na teh objektih delajo in skrbijo za to, da so izvedeni bolj kot ne v rokih in bolj kot ne predvsem tudi v skladu z podpisanimi pogodbami, brez nekih aneksov, ki se na državi dogajajo z krat 2 podražitvami. Mi smo šolo naredili zato, ker smo obljubili, torej za 17 milijonov je bila narejena oziroma nekaj malega podražitev, malenkostno podražitve, zato ker so šle cene materialov gor, ker je bil COVID vmes in poplave se je pač rok zategnil, ampak vse investicije potekajo v skladu s stroko, z nadzorniki, z gradbeno stroko in tukaj pač res se priporočam za podporo oziroma saj za solidarnost s temi ljudmi, ki res dajo na pol življenja za to. Hvala.